Moje ime je Nina in sem učiteljica joge. Za Senso.si smo pripravili nekaj tednov vadb, s katerimi bomo pokazali, kako lahko lepoto joge in jogijske vadbe pripeljete tudi v vaš vsakdan. Joga je ena od najstarejših znanosti o zdravem načinu življenja. Razvita je bila, oziroma prvi zapisi so se pojavili že 3000 let pred našim štetjem. In v naslednjih nekaj tednih vam bom pokazala različne načine vadbe, skozi katere boste lahko poskrbeli, naprimer, da vas bo manj bolela hrbtenica, predvsem za tiste, ki tako kot jaz veliko sedite, ker imate tako delo, pa za tiste, ki veliko se ukvarjate z intenzivnejšimi športi, imate nekoliko bolj zategnjene mišice, je joga naprimer odlična vadba lahko tudi za vas. Joga ni samo telesna vadba, čeprav se bomo v tem segmentu ukvarjali predvsem s telesnim vidikom, ampak se z rednim ukvarjanjem joge dejansko tudi sproščamo stres, anksioznost. Prej ali slej nam pride tudi v tako podzavest, tudi če se morda prej mogoče otepamo neke te duhovne ravni ali pa spiritualne ravni. Še ena zanimivost, z jogo so se do nekje začetka prejšnjega stoletja ukvarjali dejansko samo moški. In šele nekako s popularizacijo in prihodom joge na zahod smo se s tem začeli ukvarjati tudi ženske. Danes je zgodba mogoče malo drugačna in to je tudi ena od stvari, ena od teh stereotipov, da je joga samo za dekleta. Se bomo s tem ukvarjali tudi na Senso.si, ko bomo vsak teden razbijali neke jogijske stereotipe, s katerimi mogoče se tudi vi ukvarjate in zaradi tega ste zadržani, da bi obiskali kakšno uro joge. Joge so različne, številni vidiki, številne tehnike. Lahko imamo jogo, ki se izvaja na toplem, hot jogo, lahko je izredno dinamična joga, vinyasa joga, takšno se bomo tudi mi tukaj jo bomo pokazali. Lahko je bolj statična oblika joge. V glavnem vsak od vas lahko najde jogijski način, jogijski tip vadbe, ki vam bo najbolj ustrezal. Samo treba se odpreti in biti dovzeten za take stvari. Še ena stvar, preden se lotimo prve vadbene ure, skozi katero bomo spoznavali eno tako klasično jogijsko zaporedje, in to je pozdrav soncu. Naj omenim še to, da pri jogi se vedno diha skozi nos. Usta so zaprta, dihamo in imamo globoke vdihe in izdihe. Poskušamo imeti enako dolg vdih kot enako dolg izdih. In vdihi so globoki, se pravi, gremo skozi nos, do ustne votline, skozi sapnik do pljuč in do trebuha. Tako da res čutimo tudi to napenjanje trebuha gor in dol. To je izredno pomembno, da smo na to fokusirani, da smo fokusirani tudi na pravilno izvajanje vadb. To vam bom tudi jaz vmes razložila, na kaj moramo paziti, da ne pride mogoče z redno vadbo napačnega postavljanja delov teles ne pride do kakšnih poškodb kasneje. Ne se bati, super je in jaz se zelo veselim, da se bomo 5 tednov videvali v različnih jogijskih vadbah. Danes bomo spoznali pozdrav soncu. To je ena taka klasična oblika vadbe, ki jo praktično vključuje vsaka jogijska ura, na začetku, vmes ali pa na koncu. Gre za zaporedje položajev oziroma asan, s katerimi dejansko dela celotno telo. Lahko je del vadbe, lahko je tudi samostoječa vadba. Naprimer, poznamo ob enakonočjih, jogisti radi delamo 108 pozdravov soncu naenkrat. In je to taka zelo intenzivna vadba, po kateri smo kar zmatrani. Je pa tako klasična vinyasa oblika vadbe, to, kar bomo tudi pri nas v 5 tednih odkrivali, dinamičen vidik joge, se bomo gibanje telesa prilagodili našemu dihanju. Se pravi, z vsakim vdihom in izdihom bomo spreminjali položaj telesa. Jaz bom pokazala 2 pozdrava soncu, obstaja jih več, ki sta najbolj klasična. Klasičen pozdrav soncu, ki ima zaporedje 12 asan, in nekoliko hitrejši, ki vključuje tudi skleco in je malo bolj intenziven ali pa malo bolj zahteven. Obe varianti bom pokazala lažjo in težjo obliko, tako da prilagodite si vadbo tako, kot vam bo ustrezala. Jaz bom pri vsakem od nadaljnjih videov tudi povedala, kako se lahko naredi kakšen položaj zahtevnejši, če ste mogoče malo bolj napredni, ali kako se lahko poenostavite, če se mogoče prvič srečujete z jogo. Tako da ne se bati. Ostanite z nami, spremljajte tudi naše članke na Senso.si v naslednjih tednih. Če se še niste prijavili na e-mailing, se prijavite, da boste tudi v svoje nabiralnike dobili pošto s članki in z video vsebinami in lepo se imejte. Stojimo na začetku blazine, roke imamo močno stegnjene ob trupu. Z razprtimi rokami in vdihom gremo z rokami proti stropu, s pogledom spremljamo, kako se roki dotakneta. Z izdihom gremo z razprtimi rokami proti tlom, roke lahko odložimo na tla, če to ne moremo, lahko pokrčimo kolena ali roke odložimo na noge.
Z desno nogo stopimo za dober korak in pol nazaj in koleno odložimo na tla. Sprednje koleno imamo točno nad gležnjem. To je zelo pomembno, ker če bomo imeli vedno koleno malo naprej, lahko pride do poškodbe. Tako da vedno pazimo, da imamo koleno nad gležnjem in roke stegnemo proti stropu in usmerimo pogled gor. Z naslednjim izdihom gremo v plank in odložimo kolena, prsi in brado. In nato z vdihom v kobro. Tukaj je pomembno, da imamo roke čim bolj ob trupu, rame nimamo ob ušesih, ampak imamo spuščene in gledamo proti stropu. Z naslednjim izdihom se dvignemo v downward facing dog. Naredimo fajn razteg v tem položaju in nato desno nogo pripeljemo nazaj med dlani. Levo odložimo na tla, spet pazimo, da imamo koleno poravnano z gležnjem, se dvignemo proti stropu. Z izdihom stopimo z levo nogo naprej in gremo nazaj z vdihom proti stropu, sklenemo roki in izdih pred prsi. Stojimo na začetku blazine, močno, roke imamo ob trupu in bomo začeli s klasičnim pozdravom soncu, lažjo obliko. Naredimo vdih in z razprtimi rokami gremo proti stropu, s pogledom spremljamo, kako se roki dotakneta nad glavo. Z izdihom gremo z razprtimi rokami proti tlom. Če lahko roke odložimo na tla, to je super. Če ne moremo, lahko pokrčimo kolena ali roke odložimo na noge. Z vdihom desno nogo potisnemo za korak in pol nazaj in pri lažji obliki odložimo na tla. Pazimo, da imamo koleno levo nad gležnjem. To je vedno pomembno, da ne gremo preveč naprej pri vsaki taki vaji s kolenom, ker lahko pride pri redni vadbi na tak način tudi do poškodbe kolena. Zdaj z vdihom stegnemo roke proti stropu, s pogled usmerimo gor. Ko zaključimo vdih, z izdihom gremo v plank. In zdaj podložimo noge na podlogo, prsa in brado. Roke, komolci so čim bolj ob trupu in z vdihom gremo v kobro. Pogledamo proti stropu, roke so čim bolj ob trupu, ramena so stran od ušes. In izdih v downward facing dog ali navzdol gledajoči pes. Naredimo fajn razteg in zdaj desno nogo pripeljemo nazaj med dlani, levo odložimo na tla, se ponovno dvignemo z vdihom proti stropu. Ko končamo vdih, gremo v izdih, roke na tla, levo nogo pripeljemo k desni in nato z vdihom in razprtimi rokami proti stropu, sklenemo in izdih pripeljemo roke pred prsi. Gremo zdaj še levo stran. Roke spet položimo ob trup in gremo vdih, gor, izdih proti tlom. Zdaj stopimo z levo nogo za korak in pol nazaj, odložimo, desno koleno je nad gležnjem in se dvignemo z vdihom proti stropu. Položimo roki na tla in izdih, plank in kolena, prsi, brada. In vdih, kobra. Izdih, strešica. Vdih, leva noga med dlani, desno položimo dol z rokami proti stropu in izdih, roke na tla, desno nogo pripeljamo k levi in vdih proti stropu, sklenemo roki, izdih pred prsi. Zdaj bomo naredili pa še to težjo obliko. Bomo kar povezali desno in levo stran naenkrat. Naredimo vdih, izdih. Desna noga z vdihom nazaj, opustimo dvignjeno. Roke na tla in izdih, kolena, prsi, brada. In kobra, vdih. In downward facing dog, izdih. Desna noga z vdihom med dlani. In izdih. Vdih, gor. In izdih. Gremo še levo stran. Vdih. Izdih. Leva noga nazaj in vdih. In plank, izdih in kolena, prsi, brada. To je vse izdih. In kobra, vdih. In izdih, strešica.
levo nogo z vdihom med dlani. In izdih, pripeljemo desno nogo nazaj. In vdih. In izdih. To sta bi zdaj lažja in težja oblika klasičnega pozdrava soncu. Zdaj bomo naredili pa še to hitrejšo verzijo, ki nima desne in leve strani in vključuje skleco. Najprej bom pokazala lažjo obliko, ki ima vključeno kolena, prsi, brada, ko smo jo že osvojili. In naslednjo verzijo bom naredila s skleco. Tako da stojimo približno enako kot prej, na začetku blazine, roke imamo močno stegnjene ob telesu in naredimo vdih proti stropu. Z izdihom se spustimo proti tlom. Pogled usmerimo na noge in vdih, dvignemo pogled, zravnamo hrbet in zdaj stopimo v plank. Naredimo kolena, prsi, brada, tako kot prej in gremo v kobro. In se dvignemo v downward facing dog z izdihom. Vdih, pogledamo med dlani, stopimo naprej. Vdih, pogledamo kakšen meter pred sabo, da zravnamo hrbet. Izdih, pogledamo v noge in z vdihom se spet dvignemo proti stropu. In izdih, pripeljemo roki pred prsi. Zdaj naredimo pa še ta pravo, da težjo obliko, skleco. Naredimo vdih. In izdih, pogled v noge. Vdih, pogledamo gor in skočimo v plank. In gremo v skleco. In upward facing dog, zdaj smo dvignjeni od tal. In izdih, downward facing dog. Pogledamo med dlani, skočimo naprej. In zravnamo noge, vdih, izdih in vdih in izdih.